Spoštovani, spoštovane, lep prisrčen pozdrav. Današnji pogovorni večer je namenjen razmišljanju o zakonu o pomoči pri predčasnem končanju življenja in o referendumu, ki bo odločal, ali bo ta zakon v Sloveniji začel veljati. To je tema, ki se dotika življenja, trpljenja, dostojanstva, naše skrbi za bližnje in našega pogleda na to, kako kot skupnost skrbimo drug za drugega. Mnogi, ki podpirajo sprejetje zakona, pravijo, gre za pravico posameznika in za dostojanstvo. A prav tukaj se začne najpomembnejše vprašanje. Ali človek lahko svobodno odloča, če mu v zadnjih dneh ni zagotovljena celostna, sočutna in strokovna paliativna oskrba za lajšanje bolečin, čustvena opora in človeška bližina? Ali to pomeni, da potem takem odločitev človeka ne temelji na svobodi, ampak na brezizhodnosti? Ni odločitev iz svobode, temveč iz stiske. Poslanstvo zdravstva je življenje varovati, lajšati trpljenje in biti ob človeku. Če pomoč pri končanju življenja postane del sistema, se spremeni temelj zaupanja med bolnikom in zdravnikom. 17. člen Ustave Republike Slovenije jasno določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Zato ne bi smel noben zakon ali referendum posegati v to temeljno ustavno vrednoto, ki pomeni kršitev najvišjega načela varovanja življenja. Bomo poteptali svojo lastno Ustavo Republike Slovenije? Danes bomo odprli mnoga vprašanja, spregovorile pa nam bodo spoštovane gostje. Dr. Alenka Forte, specialistka interne medicine in gastroenterologije. Magistra Vesna Papoga, specialistka anesteziologije in intenzivne medicine, članica mobilne paliativne enote Splošne bolnišnice Celje. Marjana Iršič, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Celje. In Ana Marij Tkalec, magistrica socialnega dela, Slovensko društvo Hospic. Pogovor bo moderirala magistra Bojana Koren. Današnji pogovor smo pripravili ženski odbor v sodelovanju z mestnim odborom Slovenske demokratske stranke Celje, zato pozdravljamo lepo tudi našega predsednika, gospoda Leona Podlinška, ki pa se nam bo pridružil malo kasneje. Sedaj pa prijazno povabim, da prisluhnemo našim gostjam. Iskrena hvala predsednici ženskega odbora, gospe Brigiti Tratnik, za izrečene besede. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem srečanju. Zelo sem vesela, da smo se lahko zbrali, da bi se pogovorili o temi, ki je občutljiva, pomembna in globoko človeška, o dostojanstvu, skrbi in spremljanju ob koncu življenja ter o družbenih vprašanjih, ki se ob tem odpirajo. Naj najprej pozdravim naše cenjene gostje, ki prihajajo iz različnih področij medicine, paliativne oskrbe, prava, socialnega dela in klinične prakse. Njihova strokovnost, izkušnje in osebna predanost so dragocen prispevek k temu pogovoru. Dr. Alenka Forte, ste zdravnica in nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Nam lahko morda predstavite na kratko zakon in poveste, zakaj menite, da ne bi smel veljati? Hvala lepa za vprašanje. Sicer je za današnji dan predvidena tudi bolj natančna predstavitev zakona, vendar glede na sestavo tega omizja in ker imamo med nami zdravnice in tim, ki aktivno deluje v mobilnem paliativnem timu, menim, da bi mi danes verjetno, da bo njihovo pričevanje, njihove izkušnje in
bodo povedali, imelo večje težo kot to, kar ta zakon ponuja. Na kratko pa vseeno. Zakon, ki je bil sprejet pod to vlado, pričakuje in zahteva od zdravnika, da bo aktivno udeležen pri pomoči pri samomoru pacienta. Zakon opredeljuje samomor kot zdravstveno storitev, kar je, bom rekla, poleg Španije, ki ima to tako opredeljena, unikum v Evropski uniji. Torej, da je pomoč pri samomoru zdravstvena storitev, in da je zdravnik zavezan z zakonom, je res velika redkost v evropskem prostoru. Imajo seveda nekatere Benelux države, ima Avstrija, ima Švica uzakonjeno pomoč pri samomoru in evtanazijo, vendar tam ne vpletajo zdravnika. In zato, kdor spremlja medije in socialna omrežja, lahko sedaj vidi, kakšen buren odziv je ta zakon izzval med zdravstvenimi delavci. Zdravniki, diplomiranimi medicinskimi sestrami in drugimi civilnimi družbami, ki jim seveda ta zakon se zdi stvar nemogočega. Torej, zakon obvezuje zdravnika in njegovo ekipo, da aktivno sodeluje in asistira pri temu samomoru. Ob tem v zakonu posegajo v kazenski zakonik, kjer je pomoč pri samomoru jasno kaznivo dejanje. In to, če je zdaj v zakonu to tako uzakonjeno, to še ne pomeni, če neka skupina ljudi, ki ima pač trenutno politično moč, to uzakoni, da je to moralno in etično. In jaz na začetku, ko je vstopil v veljavo oziroma pred tem referendumom, smo zapisali in še mnogo kdo, da je naša zdravniška etika in naša zaprisega Hipokratu nad tem zakonom. In čas bo pokazal, ali imamo prav, kot se je v nekaterih družbah v zgodovini, v preteklosti tudi pokazalo, da madež, ki si ga naloži zdravništvo, ostane madež. Kaj je še bistvo tega zakona? Zelo je zaskrbljujoče, da posameznik, ki se za to odloči in prehodi vso to pot, ki jo zakon predvideva, ni potrebno, da seznani svoje najožje sorodnike. Torej, lahko se dogodi, da bo nekdo, ki je nameščen v domu starejših in tam izraži to željo in njegov lečeči zdravnik pač bi to sprovedel, se lahko dogodi, da po tem procesu in ko bo človek dobil pravico do samomora in ga tudi izvedel, da bodo sorodniki šele potem, ko bo že mrtev, obveščeni, da lahko prevzamejo pokojnika in poskrbijo za pogreb. To je srhljivo, za vsakogar, ki ima sorodnike in otroke, ker samomor lahko zahtevajo tudi otroci oziroma še mladoletni v mojih očeh, čim so 18 let, so že po zakonu polnoletni, vendar lahko to tudi zelo mladoletne osebe zaprosijo. Isto brez vedenja staršev. In zakon v eni od razlag in bi vam kar prebrala, kdaj lahko nekdo zaprosi. Kaj je razlog za to? Neznosno trpljenje. Stanje brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje. To stanje, ki hkrati bistveno zmanjšuje kakovost pacientovega življenja in je posledica njegove hude, neozdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja. To je zelo, zelo širok pojem, in lahko si samo zamislimo, kaj je vse kategorija neozdravljive bolezni. Paraplegik na invalidskem vozičku, slepa oseba, gluha oseba, gluhonema oseba, pa vsi ti ljudje vemo, da danes po ustrezni rehabilitaciji imajo zelo kakovostno življenje. Neznosno trpljenje smo vsi kdaj doživeli, smo bili mladi, zaljubljeni, se to tudi nekoga pripelje v samomor in v državi, kjer je tako visoka samomorilnost, da imamo letno, mislim, da celo skoraj da 400 samomorov, in smo ena najbolj samomorilnih nacij, po podatkih WHO, je zaskrbljujoče, da družba, odgovorna zdravstvena politika ne naredi še več napora, da bi to preprečila, ampak na drugi strani uvaja en zakon, ki bo v bistvu še to lahko pospeševal.
Eno od členov je tudi zelo moteče, da se lahko za takšen postopek odloči tudi oseba, ki se ne more podpisati. In je zadosti, če da svoj znak. Kaj je zdaj to znak? A je prstni odtis? Ali je prstan pa pečat? Ne vemo. Sicer naj bi bilo to notarsko overjeno, vendar, če si predstavljamo osebo v domu starejših, in tukaj najbolj na tem mislim, ker je to najbolj krhka populacija, če so osamljeni, če so nepokretni, če se pretežno srečujejo z osebjem takrat, ki je čas nege in hranjenja in da nimajo toliko socialnega življenja, pa recimo, da je še po neki kapi ali neki drugi hudi bolezni, tudi motorično prizadet. Jaz ne vem, kdo bo preveril, a je ta znak, dejansko te osebe. Bolj v detajle zakona ne bom šla, bom bolj zdaj kot zdravnik povedala, da mene ta zakon, že odkar je prišel v proceduro in morate vedeti, da je bil napor določene skupine ljudi že od leta 2014 in da nikoli tega zakona ni podpiralo Ministrstvo za zdravje. Tudi tokrat ga ne podpira. Nikoli ljudje, ki so tam zaposleni. Proti temu zakonu je Komisija za medicinsko bioetiko na Ministrstvu za zdravje. Da ne govorim, da so vse 4 zdravniške organizacije in širše razne skupine, seveda tudi od verskih skupnostih in to od vseh verskih skupnosti, ki so proti temu zakonu. Seveda je poleg pacienta, ki ima neko trpljenje, na drugi strani zdravstveni delavec. In če mi ta Rubikon prestopimo, se bo, mislim, da vcepilo neko nezaupanje v zdravstveni sistem, ker kako je lahko na eni strani zdravnik, ki mu pacient zaupa, kateremu se zateka po pomoč, podporo, po zdravljenje, po diagnostiko, na drugi strani bo pa v isti sapi lahko tudi njegov rabelj. In to mislim, da načne osnovno zaupanje, ki ga morata imeti bolnik in zdravnik med seboj. Ker drugače je brez veze, da zdravimo, da postavljamo diagnostiko, če nimamo zaupanja pacienta. Vsakdo od vas, ki ima neko zdravstveno težavo, gre z upanjem, da bo dobil pomoč do zdravnika, ali osebnega, ali specialista. In vedno imeti zdaj v glavi, da je možnost tudi tega samomora, če pridemo v neko situacijo, to je direktno ponujeno. Namesto, da bi govorili o tem, kaj ob določenem stanju bolezni danes naša slovenska medicina zmore in kako pravzaprav bi mogli postopati. In pri teh kroničnih boleznih, bodi si kronično srčno popuščanje, huda oblika pljučne bolezni ali rakave bolezni, ki jih imamo v najožjem smislu, v bistvu, ko imamo takšno diagnozo, že pravzaprav tudi začne neka paliativna oskrba. Zdravnik da napotke, razlaga, pacienta opremi z ustreznimi zdravili in bolj, ko ta bolezen napreduje, vedno je tega več, samo mi o tem ne govorimo tako, ker ne analizirajo zdravniki svojega dela, ampak sproti prisluhnejo pacientu in mu pomagajo. Smo seveda zdravniki različni, nekdo ima več časa, zmore to bolj, ima večji dar, nekdo mogoče malo manj. Včasih se zdravnikom mudi, ker imajo res obilico dela, ker so zdravnika pričakuje včasih, da bo hkrati na 3 deloviščih. Ta pritisk na zdravnika je zelo velik, vendar pa sem prepričana, da velika večina zdravnikov v slovenskem prostoru, kjerkoli že delajo, so zato tam, da človeku pomagajo. Včasih je kdaj čas prekratek, včasih mogoče ne prisluhnemo zadosti, ampak vendarle sem prepričana, da je v tem smislu slovenski zdravstveni sistem in zaupanje v slovensko zdravstvo vendarle visoko. Malo se je omajalo s COVID časom, zelo ga je omajala pač neka propaganda proti zdravništvu, se spomnim o teh dvouživkah, pa vse to. To zaseja v ljudeh nek dvom in se je to majčkeno skrhalo, to zaupanje. Ampak če želimo dobro poskrbeti za ljudi, mislim, da moramo delati v to smer, da pridobimo to zaupanje in da ga tudi upravičimo s svojimi dejanji in svojim delom. Zdaj, kaj pa se v slovenskem prostoru dogaja? Res, da imamo sedaj nekaj let mobilne paliativne time, ampak kot sem rekla, od vekomaj
zdravniki pomagajo, spremljajo pacienta. In v slovenskem prostoru je leta 2010 bil nacionalni načrt neke paliativne oskrbe sprejet na Onkološkem inštitutu. Tam se najde beseda paliativna oskrba. Imamo jo tudi v zakonu o pacientovih pravicah. Seveda se je najbolj to razvijalo na Onkološkem inštitutu, malo manj po drugih klinikah, ker ni dobilo tega naziva in tega imena. Ker recimo nekdo, ki ima težko pljučno bolezen, pa potrebuje kisik, ga dobi, ko je pač stanje bolezni takšno, da ga potrebuje. Torej, ko ima nekdo neko hudo ortopedsko bolezen, tudi če bi operiran, če ne zmore s tabletkami, zdravilami, je na voljo druga protibolečinska terapija in to vse sodi v neko tako oskrbo, ki lahko rečemo širše tudi paliativna oskrba. Tako da vse slovenske bolnišnice imajo protibolečinske ambulante že vsaj od leta 2010. Od leta 2011 imajo vse slovenske bolnišnice negovalne oddelke oziroma negovalne bolnišnice. Se pravi, nacionalni načrt ustanavljanja neke paliativne oskrbe obstaja že od 2010. Je pa res, da politika in tudi, moramo pošteno povedati, ni bilo nekega vzgiba, da bi se to začelo pa sistematično izgrajevati. Zelo aktivni je bil mobilni paliativni tim na Gorenjskem, ker je bila tam zdravnica, ki je bila tudi nacionalna koordinatorka in je tudi delala delno na ministrstvu. In tam je pa res ta mobilni paliativni tim začel delovati že, mislim, zelo zgodaj in prvič smo ga v dokumentih zasledili 2017, in potem, ko sem bila na ministrstvu, pride ta kolegica do mene in pravi, doktorica, zdaj moramo pa nekaj narediti. V nebo vpijoče je, koliko potrebujemo paliativne oskrbe, pa je nimamo v Sloveniji. Mi na Gorenjskem imamo pa Onkološki inštitut, dajmo nekaj narediti. In tako je leta 2021 bilo sprejeto v tem splošnem dogovoru, da se začne vzpostavljati mreža mobilnih paliativnih timov po Sloveniji in z tega naslova je tudi Celjska bolnišnica ali mogoče še prej, to ne vem, ker vem, da so posamezni zdravniki zelo zgodaj začeli na tem delati, ampak formalno in da je to ustrezno financirano in da je tudi oprema, se je pa začelo izgrajevati od leta 2021. In v letošnjem letu mislim, da je v Sloveniji že preko 14 mobilnih paliativnih timov, rabimo jih pa mnogo več. To bodo povedali, koliko je potreb in da tisto, kar je trenutno na razpolago, je komaj zametek tega, kar, bom rekla, naši krhki, kronično bolni potrebujejo. Torej, pot je nastavljena, da je treba ta sistem izgrajevati, je pa seveda zadrega. V slovenskem zdravstvu manjka kadra in je to dodaten napor in vsi, ki to počnejo, grejo preko sebe. Delajo to pravzaprav preko svojega polnega delovnega časa, velikokrat v prostem času, kadarkoli 7 dni v tednu, celo leto. O organizaciji na Celjskem bodo sogovornice več povedale. In no, samo še to, potem pa končam. Ko smo videli, da je to res ni nekako formalno urejeno, niti financiranje, smo pripravili tudi zakon o paliativni in hospic oskrbi. Jaz sem bila pač nekako idejna zdravnica za ta zakon in sem zelo široko vabila k sodelovanju tiste, ki o tem nekaj povedo, ampak se veste, v stiski časa je težko še nekaj zraven prevzeti, tako da smo vendarle pripravili nek zakon, ki sigurno ni najboljši, je pa takšen, da predvideva mrežo paliativnih oddelkov oziroma postelj pri vsaki bolnišnici, predvideva mobilni paliativni tim pri vsaki slovenski bolnišnici in z veseljem lahko povem, da je prejšnji teden kot zadnja bolnišnica Trbovlje tudi podpisala za mobilni paliativni tim. Se pravi, to je nek proces, ki ga moramo graditi. Seveda, poleg te paliativne oskrbe, ki jo izvajajo zdravstveni delavci, pa timi zdravstveni delavci, je pa zelo pomembno vključevanje tudi hospic oskrbe. In sem tudi vesela, da je med nami predstavnica društva Hospic, ki bo povedala, kako vse to, paliativna oskrba in tista hospic oskrba in tudi kaj to je, bodo gospe povedale, kako na koncu dajajo oporo človeku, da ima vse, kar potrebuje, tudi takrat, ko se bolezen prevesi v fazo, ko vemo, da ni poti nazaj, ko se praktično začne umiranje in kako lahko človeka
oskrbimo pa ne samo posameznika pacienta, tudi njegove sorodnike, prijatelje, ki so ob njemu, ker vsi takrat trpijo. In je pomemben takrat tudi pogovor in takrat tudi podpora sorodnikom, ker so to težki trenutki in je pa seveda to neprecenljivo, kar poročajo tisti, ki so to doživeli, kako pomembne so jim ti zadnji dnevi, te zadnje ure, ker takrat veliko stvari dorečejo, ki so mogoče ostale nedorečene in se tudi vsi sami seboj pomirijo. In to, da bi mi nekomu, ki se odloči, dali pilulo, da jo požre, smo oropali ogromno izkušenj ljudem, ki ostanemo. Ker seveda je lažje tistemu, ko odide. Tisti, ki ostanemo, nam je mnogokrat težko, ker kakšne stvari niso ostale izrečene. Medsebojni odnosi, medčloveški odnosi so izredno pomembni. In če se mi prikrajšamo, da stopimo na pot tega zakona, bomo kot družba, kot posamezniki samo izgubljali. Hvala. Hvala lepa, dr. Forte. Magistra Vesna Papuga, ste zdravnica in vodja paliativnega tima Splošne bolnišnice Celje. Lahko poveste, kaj v svojem delu ter o dejavnosti paliativnega tima, od kdaj deluje, kakšne so naloge, kako poteka delo? Ja, če dovolite, jaz bi pa najprej začela z procesom umiranja. Namreč, ko se rodimo, naše celice imajo en velik potencial za razmnoževanje, pa tudi za deljenje, za rast in razvoj. Vendar hkrati določeno število celic tudi umira. Tako da recimo eritrociti umirajo v 120 dneh, živijo samo 3 meseca in se skozi obnavljajo. Naš kostni mozek skozi obnavlja. Tako da v bistvu je to en stalni proces življenja in umiranja. Mi to imamo v svojem potencialu. Ko se celice starajo, tako se tudi naše telo stara. Naši organi se starajo. In mi smo do konca življenja praktično gosti v našem telesu. To je proces, ki traja od samega rojstva do konca življenja. Kako upravljamo s svojim telesom, svojim življenjem, je odvisno tudi, kako bomo potem zboleli ali kako bomo trpeli. Tako da, kot je dr. Forte povedala, ko se nekomu postavi diagnoza, recimo kronične bolezni, kot je sladkorna bolezen, to je kronična neozdravljiva. Najprej dobite eno tabletko, pa dobite napotek, dajte pravilno se prehranjevati, dajte se malo več gibati, pazite. Kljub temu smo velikokrat samozavestni, kaj, ena tortica ne bo nič kaj naredila škode, pa bom še malo pojedla, ni problem. Vendar potem pa dobite še eno tabletko, pa še eno, pa mogoče inzulin, pa potem pristanete na 5 različnih zdravil, zato ker pač pride tudi s časom v teh letih, 20, 30 letih razvoja sladkorne bolezni pride tudi do srčnega popuščanja, do žilnih bolezni, zredimo se, potem pa pride tudi do sklepnih bolečin, slabega gibanja. In kaj se potem dogaja? Ja, ne morem hoditi, ne morem nič kaj narediti, ker me pač boli. Skratka, stvari se dogajajo z leti, ne od danes na jutri. Kako skrbimo za svoje telo, to je pa naša stvar, to je naša odločitev. In zdravniki nismo vsemogoči. Bolezen oziroma medicina je zelo napredovala in traja leta in leta in je čedalje več različnih zdravil, ki lahko podaljšajo življenje. Ampak če mi ne skrbimo za svoje telo tako, kot je treba, potem pa so posledice hujše.
In tu ne govorim zdaj samo o rakavih bolnikih. Vsi paliativo povezujejo z rakavimi bolniki, vendar to ni temu tako. Vsak bolnik, ki ima neko kronično, neozdravljivo bolezen, ne glede na to, ali je to srčno popuščanje, ali je to kronična pljučna bolezen, ali je pač to ALS, rakava bolezen, vse je to neka kronična, neozdravljiva bolezen. Bo enkrat, čez 5 let, 20 let, 30 let pripeljala tudi do našega konca. To pomeni, to ni proces od danes na jutri. Čim prej se mi začnemo pogovarjati o načrtih, kako svoje telo dobro ohraniti, da zdržimo vse napore, ki nas čakajo, s tem bomo lažje in boljše živeli. Naša kvaliteta življenja bo dobra. Vkolikor ne skrbimo za svoje telo, je tudi proces propadanja tkiva večji, napornejši, potem pa potrebujete več različnih operacij, pa na koncu tudi umremo zaradi zapletov določene bolezni. Zdaj pa, ko sem rekla, paliativni bolnik je vsak bolnik, ki ima kronično neozdravljivo bolezen. Ne glede na to, ali je ta bolezen nastala pred 3 tedni ali je nastala pred 30 leti. Kaj bomo pa potem naredili? Veliko je treba razmišljati o tem, da pravočasno našim bolnikom in našim sorodnikom razložimo, kaj je. Ker vsi mi smo odgovorni za svoje življenje in svoje telo. Če bomo poskrbeli, da redno telovadimo, da se pravilno prehranjujemo, da se dovolj gibljemo, s tem bomo dosegli tudi boljšo kvaliteto življenja. In kdo od vas je pripravljen me prisiliti, da sem rabelj? Jaz ne. Nobenega ne bom obsodila na smrtni izid. Vsi bomo enkrat umrli, ampak to je proces, kateri ni odvisen od zdravnikov. Ampak to je proces, ki je odvisen tudi od bolnikov. In tu je treba eno mejo postaviti. Jaz razumem, da nekdo ima recimo prometno nesrečo, za katero ni odgovoren in potem postane negiben ali je v vozičku, pa se mu to zdi zelo velika katastrofa, ker več ne more uporabljati svoje roke in noge in zaradi tega potem joče in stoka in govori, da tak ne želi živeti. Ampak kaj bomo rekli za tiste, ko se rodijo bez rok in nog? O tistemu Niku, ko je, verjetno ste slišali, bil je tudi v Sloveniji. Pa on ima otroke in ima ženo in ima kvalitetno življenje. Ali je njegova pravica, da reče, ne, zdajle pa jaz obupam in ne bom, želim umreti? Kdo bo o tem odločil? Razmislite dobro pri sebi. Ali vi želite, da vam nekdo reče, zdaj sem obupal nad sabo, zdaj pa grem zdravniku, mi da tablete in bom pač umrl? A je to prav? Jaz ne morem tega, ne morem sodelovati. No, zdaj pa gremo o paliativni oskrbi v naši bolnišnici. V Splošni bolnišnici Celje je ambulanta za bolečino, diagnostiko in terapijo bolečine v bistvu prisotna od leta 1998. Skupaj z hospicem smo začeli nekako hkrati tudi delati na področju bolečine, lajšanja bolečine, ampak hkrati tudi obravnavali bolnike, predvsem rakave bolnike, ki so trpeli zaradi svoje bolezni.
To pomeni, v naši bolnišnici je to zelo, zelo dolga pot, skoraj 30 let. V zadnjih 10 letih sem zaposlena tudi v ambulanti za diagnostiko in terapijo bolečin in od takrat sem zadolžena tudi za take bolnike, ki pridejo z neko zelo težko situacijo. Tudi rakavi bolniki, ampak so tu obravnavani tudi otroci, obravnavani so nevrološki bolniki, kardiološki, pulmološki bolniki, urološki in tako naprej bi lahko iz vsakega področja medicine lahko naštevala, koliko je teh bolnikov. Paliativni mobilni tim smo dobili 1. julija 2024. Komaj. S tem, da je bilo zelo, zelo veliko nategovanja, ali mi to sploh potrebujemo ali ne potrebujemo. Še vedno je veliko nerazumevanje tudi v stroki, ne samo tako izven. Vsako leto, že drugo leto organiziramo dneve paliativne in hospic oskrbe skupaj z predstavniki iz patronažne službe v naši bolnišnici ali v zdravstvenem domu, na srečanja, predstavitev našega dela. In ko govorimo naše paciente, potem pa večinoma rečejo, paliativa, a ne, to ni še za mene, jaz ne mislim umreti. Kar je popolnoma napačno razmišljanje. Mi se moramo pripravljati že zdajle na to, kaj se bo zgodilo čez 10 let. Že zdajle moramo razmišljati, kako bomo živeli, s kom bomo živeli, kako bomo sebi olajšali naše trpljenje takrat, ko do tega pride. O tem se moramo že zdajle pogovarjati in širiti to idejo, da si lahko pomagamo, olajšamo marsikatero stvar, če vemo, na koga se obrniti in na kakšen način. Strokovnjakov iz paliative je zaenkrat še malo. Tudi na fakulteti se tega ne učimo. Šele prva generacija je zdaj na medicinski fakulteti v Ljubljani, ki bo deležna stalne edukacije iz paliativne oskrbe. In šele čez 5-6 let bomo imeli prave strokovnjake za to. Kar pomeni, da je to posebna veja medicine. Tak, kot je posebna veja medicine nevrologija ali kardiologija ali kardiokirurgija in tako naprej. To je ena veja medicine. Vendar kaj je pomembno za paliativno medicino? To, da objamemo vse vidike človeškega življenja. Ne samo fizično, psihično trpljenje, socialno podporo, potem hospic, patronažo, vse moramo skupaj, duhovne potrebe bolnika, vse to moramo zajeti skupaj, da bi olajšali, ker različni ljudi imamo različne vrednote. In moja vrednota je ena, vaša vrednota je nekaj drugega. In ko bomo prepoznali te vrednote, kaj je nam pomembno v življenju, bomo veliko lažje pomagali tudi vsem ostalim. Danes se v današnjem času se v družini ne upajo pogovarjati se o smrti. Bolnik se boji, da bi karkoli povedal svojim otrokom ali svojim staršem, kako hudo je bolan, da jih ja ne bi prizadel. Veliko otrok pride pa reče, ne očetu povedati, da ima raka. Ne smete jim povedati, ker ga boste zelo, zelo prizadeli. Čez 3 mesece pripeljajo takega pacienta na vozičku umirajočega. In kaj je potem problem? A je ta človek v teh 3 mesecih imel možnost odločati o sebi in kako bo umrl?
ni imel časa. Prvič, je izgubil zaupanje v zdravnika, ker preprosto mu zdravnik ni povedal, kaj je narobe z njim. In to je moja osebna izkušnja. Jaz to govorim zato, ker se s tem vsak dan srečujem. In se je zgodilo. Sin je prišel k meni in rekel, ne očetu povedati, da ima raka. In smo se vse pogovorili, razen te besede rak nismo povedali. In se pacient strinjal z vsem, kaj smo mu povedali. Pa je prišel do vratca in je obrnil in je rekel, gospod doktor, ampak vi meni niste povedali, kaj mi je. In sem jaz odprla usta, da mu povem, ja, zdaj vam bom povedala, pa je sin vzel očeta in ga je odpeljal, ne bomo se več zadrževali, vse smo slišali. In seveda, čez 3 meseca ga je pripeljal umirajočega. Ko ni bilo več možnosti karkoli pomagati, kot zaključiti, da je to zadnje obdobje življenja. A je to prav? A smo njega s čim tem zaščitili? A smo mu omogočili, da ne bi trpel? Ali je trpel doma v svojem okolju in razmišljal, ja, oni mi niso povedali, jaz sem tole slišal na oddelku, pa en sosed je imel pa nekaj podobnega. A je to prav? Povejte. Jaz ne vem, ali vi želite tak. Jaz mislim, da vsak od naju želi vedeti o svoji bolezni in se je treba odkrito pogovarjati. Reči, ja, jaz želim tak, jaz ne želim tak. In vkolikor boste na ta način potem pristopali pacientu, boste veliko lažje tudi ustvarili nek dober stik in boste razumeli, aha, moj oče želi to pa to. In ga ne bom silila v nekaj, kaj on ne želi. Tudi komunikacija bo pa veliko lažja, ker bomo vsi vedeli, kaj ta konkretna oseba želi. Ker oseba, vi ste posameznik, ki ima svoje vrednote, ima svoje bolezni, ampak velikokrat trpite v sebi. Lik zato, ko ne morete izraziti svoje želje, svoje potrebe. Mi pa samo domnevamo, kaj je z vami narobe. In tu je tista stvar, katera je za mene zelo, zelo problematična. Potem pa gremo naprej na teren. Terensko delo je posebno delo. Vendar, ko nas kličejo svojci, da želijo paliativni mobilni tim, velikokrat rečejo, no, da boste prišli pač zamenjati plenice ali ga negovati, jaz sem v službi. To ni delo mobilnega paliativnega tima. To ni delo patronažne medicinske sestre. To ni delo hospica. Skratka, naša družba potrebuje še veliko namestitvenih kapacitet. Kam s takim bolnikom, če svojci ne zmorejo doma skrbeti za svojega bližnjega, kaj bomo pa potem? Potem pa pride tak, začnemo socialno službo angažirati in kličemo domove. Pa seveda v domovih ni toliko prostora, možnosti, da se pač taki ljudi namestijo. Mogoče nekateri niti ne želijo iti v domsko oskrbo. Pred enim tednom smo imeli eno gospo, katera je zdaj že pokojna in je klicala, da ima napet trebuh. Pa je njena mama na vsak način želela, da se ona hospitalizira. Pa smo gospo vprašali, staro 50 let, povejte, ali vi to želite? Je rekla ne. Komu ugoditi? Mami ali pacientu? Če pacient ne želi, da bi bil v bolnici, da bi umrl v bolnici,
Zakaj ga siliti v bolnico? Zakaj ga po nepotrebnem pripeljati v bolnico? Kaj bomo s tem dosegli? Tako da veliko še problemov nas čaka, ko jih država mora razrešiti. Negovalno osebje mora biti na razpolago. Danes je teh medicinskih sester, ki bi bile pripravljene priti na dom, opraviti neko nego zelo malo. Na Celjskem, koliko jaz vem, 1 ali 2 so take, ki delajo, ampak proti plačilu. Večina teh bolnikov nima denarja, da bi plačala tole. Za 1 uro na dan. Nimajo denarja tega. To pomeni, da bi država morala poskrbeti za to, da one dobijo plačilo in da grejo na teren in da obiščejo svojih 5 pacientov vsak dan. Takrat bi lahko rekli, aha, zdaj smo pa dobra socialna družba. Če pa to ne dosežemo, potem pa seveda je veliko stisk. Stisk pacientov, stisk svojcev, stiske so tudi pri nas, zdravnikih ali medicinskega osebja, katerokoli da je. Tako da to je kompleksen problem, ni to od danes na jutri. In to moramo šele razvijati z trdnim delom, veliko več moramo dobiti kadra za tako delo. In se moramo zgledovati na neke dobro razvite države, ki imajo dobro razvito paliativo, kjer recimo v Avstriji imajo 5 paliativnih timov. Mi pa za 300 000 bolnikov imamo 1 paliativni tim. Kar je nemogoče. Če mi gremo v Rečico ob Savinji, rabimo cel dopoldan, da pridemo tja, da oskrbimo paciente, da pridemo nazaj. To je samo 1 pacient, ne moremo jih pa obdelati 3, 4 ali koliko. Tako da tu je veliko problemov, katere še moramo rešiti. Evo, to je zaenkrat dolgi odgovor. Pa me je spet v srce zadela, Moja največja bolečina je bila, ko sem bila na ministrstvu, pa največja zadolžitev Zakon o dolgotrajni oskrbi. Od leta 2002 se je ta zakon prelagal iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za zdravje, pa spet sem in tja. In potem pač v tistih covid časih, ko so bili težki, je bila naloga, ta zakon moramo sprejeti. Se pravi, od decembra 2021 je bil sprejet zakon, ki bi tudi pomagal reševati te zadeve, ker je ravno kolegica rekla, to dolgotrajno oskrbo na domu. Nekdo pride nahraniti, nekdo menja pleničko, pomede, pospravi, človeka posede pred televizijo, ostane 1 uro, potem gre. In žal pač, moram biti tudi malo politična, žal se je ta zakon potem preklical, naredil se je novi in danes bi že moglo biti vse pravice tudi po zdajšnjem zakonu, ampak ni kadra. Kader je, ko ti en problem zaznaš, vse sloni, ni dosti zdaj na papirju, pa da daš denar. Pomembni so ljudje, ki bodo to izvajali. Tako da ta čas je bil ker veliko evropskih, mi smo bili zadnja evropska država, ki smo to sprejeli in nas je Evropska komisija opozarjala in je bil pritisk velik iz Evropske komisije, da mora Slovenija ta zakon sprejeti. Pol je bil sprejet, pa je bil spet samo na papirju, ker se ni začel izvajati. In to, ko pravi tudi kolegica, koliko je pomemben ta hospic, v bistvu je oskrba na domu, pa potem paliativna oskrba, pa hospic oskrba, to gre vse z roko v roki. In to je treba celovito razvijati, ampak zato ni samo potrebna dobra volja, pa da je dobro napisano pa papirju, pa da je denar, ampak ljudje. In mi moramo začeti upoštevati, da to sloni na kadru, ki mora biti tudi ustrezno nagrajen. In to je velik problem, zakaj odhajajo danes, kaj je kolegica rekla, namestitve. Baje v domovih več kot 1000 postelj praznih, ki bi lahko koristile nekomu, ki bi to potreboval. Pa spet je problem kader. Mislim, da Slovenija kot družba bomo se mogli zavedati, mi smo starajoča se družba, to potrebujemo. In bo treba res, vsi bomo mogli tu, ne samo zdravstveni kader,
A ne, ljudje delajo in delajo preko svojih moči, kar se je pokazalo v COVID času. A ne, to, ko so šli zdravstveni delavci v času COVID preko svojih mej, delali so po 400 ur na teden, na mesec, pardon, po 400 ur. To si živ Bog ne predstavlja, kaj to pomeni delati v plastičnem skafandru. Sigurno bo kolegica vedela, v plastiki, ki ne moreš ne lulati, ne kakati, ne piti, a ne, in se na pacientu. A ne. Slovenski zdravstveni delavci so izredno predani, sam enkrat je pa dosta, ne? In enkrat je treba reči, da je treba dobro nagraditi, in če bomo začeli to razvijati, da se zavedamo, da vse to potrebujemo dobro nego, potrebujemo več patronažnih sester, več mobilnih paliativnih timov, več zdravnikov, ki se bojo temu pomembnemu vprašanju, saj smo vendar starajoča se družba, posvečali, le tako bomo naredili napredek, ne? In recimo Avstrija, sam še to pa končam, Avstrija ima zakon o paliativni in hospico skrbi. In ta hospico skrba, o čemer bo še potem kolegica povedala več, jo plača zavarovalnica. Torej pri nas bi mogel Zavod za zdravstveno zavarovanje poleg tega, da mora financirati več mobilnih paliativnih timov, a ne, vi ste še rekli 2024 dobili sredstva, pa da se vam to priznava, prej ste pa to volontersko, več ali manj, ambulanta pa teren, malo vemo, a ne. To ni način, a ne, sistem je treba vzpostaviti, zagotoviti finance in potem, bom rekla, z božajočo roko, a ne delati z ljudmi, ki v tem sistemu delajo. Tako da vi, vem od gospe Alenke, koliko delate, koliko se angažirate, ampak to je bilo vaš osebni angažma, ne pa, da je to bil znotraj vaše dejavnosti, ki bi vi imeli finance, urejen sistem, opremo, kot je danes, a ne, upam, da ste zdaj dobili, ne. Ja, spet moram jaz odgovoriti na ta del. V ambulanti za diagnostiko in terapijo bolečin v Celju smo že vrsto let obravnavali vse bolnike trpeče. Ne samo tiste, ko imajo neko kronično bolečino v križu, ampak tudi vse ostale. Vendar na Celjskem nismo vedeli sploh, koliko teh bolnikov je. Jaz sem se vsak dan srečevala s paliativnimi bolniki, z bolniki, kateri imajo kronično neozdravljivo bolezen v različnih fazah teh bolezni. Vendar ni bila vodena evidenca, koliko teh pacientov je sploh. Ne v naši bolnišnici, ne izven. In če rečem, da specialistična paliativna oskrba je le 20% teh bolnikov, 80% bolnikov ostane na terenu in je v nekem nadzoru osebnega zdravnika in patronažne medicinske sestre. Oni skrbijo za večino teh bolnikov. V našo ambulanto pridejo samo tisti, ki so najhujše, najteže bolani ali imajo neke kompleksne probleme. In zato imamo to specialistično paliativno ambulanto, katero smo zasnovali, ločeno od protibolečinske ambulante 1. julija 2024. Zdajle malo več kot 1 leto delujemo kot paliativni mobilni tim, ki je ambulanta na kolesih, in drugo je še vedno protibolečinska ambulanta. In veste, koliko smo teh pacientov imeli? Samo od 1. julija do konca leta 2024 smo jih imeli 200, malo več kot 200. Od tega je bilo tudi približno 1/2 je umrla v bolnišnici, 1 je doma, v DSO-ju ali bolnišnici ali tako, ker vsi so to umirajoči bolniki. In ne samo, mi vsi umiramo. A veste, mi vsi umiramo. Ali bomo umrli v prometni nesreči, ali bo ciga padel na glavo, ali pač bomo imeli neko kronično neozdravljivo bolezen, ni važno, mi umiramo. Ampak koliko je teh paliativnih bolnikov, še vedno ne vemo. In letos jih je do sedaj bilo 452 do včeraj.
Skratka, teh bolnikov je veliko več in veliko večje potrebe so, kot smo mi mislili, da sploh potrebujemo. A tak, da smo kadrovsko, smo tak, kot smo in s tem funkcioniramo in sem zelo srečna, da to sploh lahko delamo in da še vedno uspemo narediti maksimalno, kolikor je v naših močeh. Lahko bi naredili veliko več, če bi nas bilo kadrovsko več, če bi lahko delali 24 ur na dan, kar zaenkrat še ne moremo, ker mi smo vsi v bistvu vpeti v osnovno specializacijo. Jaz sem anesteziolog, intenzivist, moja dva kolega tudi. Ampak imamo internista, imamo družinsko zdravnico, skratka, mi smo mešani tim. In vsak ima svojo osnovno specializacijo, s katero se v primaru ukvarja, potem pa še dodatno se ukvarja s paliativno oskrbo. Ne? Tako da to je tisto, kaj moramo delati. Hvala lepa. Naša naslednja sogovornica je gospa Marjana Iršič, diplomirana medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Celje, ki se pri svojem delu dnevno srečuje z bolniki, tudi tistimi, ki imajo neozdravljivo bolezen, ter z njihovimi stiskami, vprašanji in pričakovanji. Gospa Iršič, vam je že kdo kdaj dejal, da bi rad umrl? Kako ravnate v takem primeru? Lepo pozdravljeni, pa bi mogoče, preden vam odgovorim na vprašanje, začela z mislijo Mance Košir, da za prvi vdih smo naredili zelo veliko. Za zadnji izdih pa zelo malo. In vesela sem, da se danes pogovarjamo tukaj o tem zadnjem izdihu, da se pogovarjamo o končanju življenja, ki je edinstveno neprecenljivo. Pa še malo bom počakala z odgovorom. Prihajam iz poklicne skupine patronažnih sester, to se pravi, smo ena edinstvena poklicna skupina, kjer svojo zdravstveno dejavnost upravljamo v intimnem prostoru, to se pravi v prostoru, vstopamo v intimni prostor pacienta in njegove družine. To je za nas nekaj neprecenljivega. Vemo, da so lahko družine zelo posebne, lahko imajo tudi neke nerazrešene stvari med seboj in smo v prvi vlogi koordinatorke, zagovornice, potem promotorice paliativne oskrbe. Paliativno oskrbo žal velikokrat imajo v mislih, da to je pa nekaj tisto čist na koncu, pa ni res. Paliativna oskrba se že začne takrat, ko se diagnoza postavi. In zato je zelo potrebno, da se vključimo že takrat, to se pravi v tisto zgodnjo, ko se začne diagnoza, ko lahko prepoznavamo tiste prve potrebe, želje in na tem gradimo, koordiniramo, kako bo ta oskrba potekala, katere akterje, katere službe bomo vključili hospic, bomo vključili pomoč na domu, bomo vključili laične oskrbovance. Zdravstveni dom Celje je imel zelo dobro vzpostavljeno patronažno službo, jo ima še sedaj, ampak sistem je omogočil, da smo poleg patronažnih diplomiranih medicinskih sester bile v timu tudi zdravstveni tehniki, to se pravi srednje medicinske sestre, zdravstveni tehniki, tehnike zdravstvene nege, ki so upravljali nego na domu na podlagi delovnega naloga, ki ga je izdal lečeči zdravnik. To je bilo zelo dobro. Zakaj? Zaradi tega, ker je lahko pacient ostal v tem intimnem prostoru in tukaj tudi do konca, do svojega zadnjega izdiha tudi
zadovolji vse svoje potrebe in želje. Patronažne sestre veljamo tudi kot neke osebe, ki držimo prostor za umiranje. In če nekako zdaj lahko se navezujem na vaše vprašanje, to so zelo težki trenutki tudi za nas. Zakaj? Tukaj je bistvena komunikacija. In zelo pomembno je, kako komuniciramo. Komunikacija ni vedno samo verbalna. Zelo velikega pomena je tudi neverbalna. To se pravi, kako vstopamo v ta prostor, kako poslušamo, kako čutimo in kako zaupamo v njih. Veste, velikokrat oziroma potrebno je dati tudi družini, to se pravi ljudem, ki skrbijo za svoje bližnje, to se pravi bolne, vedeti, da tudi oni veliko vedo. In če gradimo na tej komunikaciji in če gradimo na tem zaupanju, verjemite, da se v danes o tem ne bi pogovarjali. In moje izkušnje iz terena, pa ne samo moje, ampak tudi izkušnje kolegic, ko se zelo veliko pogovarjamo o teh stvareh, o najbolj občutljivih stvareh, smo enotnega mnenja. Če med seboj sodelujemo, če se med seboj povezujemo, če med seboj komuniciramo, si zaupamo in se spoštujemo, je ta smrt, ko se zaključuje, lahko mirna in spokojna. In mislim, da si vsi tega želimo. Jaz kot medicinska sestra ne želim prisostvovati pri asistiranem samomoru. Zaradi tega, ker me tudi iz etičnega vidika moja poklicanost, to se pravi zdravstvena nega, tega ne dovoljuje oziroma je protinačelno. In če še lahko malo se navežem na mojo osebno plat, 8 let že imamo paliativno oskrbo v mojem domačem domu. Možovi starši, leta 2017 je možova mama utrpela grdo možgansko kap pri svojih 78 letih, imela pridružene bolezni. Bila je odpeljana v bolnišnico Celje, kjer so ta strdek raztapljali in prvi poizkus je bil uspešen. Žal je od zadaj prišel še en strdek, ki je pa bil usoden. In je imelo naslednji korak, ki je bil potreben, je bil sprejem na nevrološki kliniki na UKC-ju v Ljubljani. Tam so bili zelo težki trenutki, zaradi tega, ker 2 meseca smo bili pripravljeni tudi na ta najhujši scenarij. Verjemite, da si ga nismo želeli. In ker smo imeli upanje, ker smo imeli željo, se ta scenarij ni zgodil. Vzeli smo jo domov, tašča ni govorila, ni se prehranjevala skozi usta, samo desno roko je malo dvignala. Ampak ona je razumela vse preko naše neverbalne komunikacije. To se pravi, kako smo prisostvovali do nje, kako smo se dotaknili, kakšno energijo smo nosili. In spomnim se trenutka, ko je mož imel tisto leto, ko je preminula rojstni dan, jaz sem jo zjutraj uredila, jo posedla na stol, 2 leta smo jo negovali in ji povedala pač, da ima njen sin danes rojstni dan, če mu bo čestitala. Ona je bila z preširnim obrazom in je takole naredila, jaz sem ji šla pripraviti šopek domačih rož, moža sem poklicala, naj hitro pride gor, da mi bo pomagal. In ona ga je pričakala z šopkom rož in z nasmehom. Tisto leto se je tašča žal poslovila, predvsem zaradi tega, ker je bolezen napredovala. Šlo je do zapore črevesja in pač smo jo odpeljali v bolnišnico. Tam smo se tudi pogovorili z zdravniki in zopet ta
pomemben vidik, to se pravi ta komunikacija, ne. Čeprav smo oba zdravstvena delavca, ko je zdravnica tudi rekla, če bi bila moja mama, jaz tega ne bi naredila. To se pravi, bila je celo ena varianta tudi poseg invazivni in tako smo mi taščo vzeli domov in se z njo doma poslovili. Zdaj imamo tasta, star bo 90 let, na bolniški postelji, dementen in to se pravi, njemu tudi pleničko zamenjajo moji otroci in to je tisto, kar hočem vam povedati, da moramo graditi na sočutnosti, na komunikaciji in na povezovanju. In imela sem mogoče dobrega učitelja, dobro medicinsko sestro, ko sem se podala na svojo poklicno pot, ki je vedno kot travmatološka sestra, kjer smo se mnogokrat srečevali z smrtjo. Ta zadnji sloves pokojnika naredila za eno veliko mero spoštovanja, to se pravi umila, sočutno oblekla, sočutno povesila veke in sočutno odpeljala v sobo 12A, v vežico in vedno prižgala lučko. In jaz mislim, da mi moramo prižgati luč v naših srcih, da bomo sočutni in da bomo imeli več razumevanja do naših bližnjih in da bomo ob njih, pa tudi, če ne bo veliko besed, ampak samo ta bližina, ki daje neizmerno toplino in pa pomirjenost. In tako sem tudi danes na patronažnih obiskih bila tudi ob gospodu, 53 let starem, ki gre tudi za te zadnje trenutke, gre za neozdravljivo obolenje želodca, močno izpitega, močno rumenega, podprtega s pomočjo paliativnega tima, to se pravi protibolečinsko, bil je tudi paliativni tim v petek pri njih, se tudi pogovarjal z ženo, z 2 mladima hčirama in vztrajajo in se borijo in živijo za ta trenutek. In tudi smo se danes z gospodom, ker je pač imel posebno moč, da smo se pogovarjala, kako se počuti. Pa je rekel, da ga je strah. Pa česa ga je strah? Ne. To, da sem Bilka. Pa sem ga vprašala, a ste ponosni na svojo življenjsko pot? Je rekel, ja. A lepo skrbijo za vas? Je rekel, ja. A ste hvaležni? Ja. Sem rekel, in to naj bo vaša moč za ta trenutek. Pomembni je ta trenutek, ne jutrišnji. Tako da, hvala. Hvala lepa za vaš pogled in izkušnje. Naša zadnja sogovornica v prvem krogu je gospa Ana Marija Tkalec. Vmes se nam je namreč poročila, zato imamo še napisano slokan. Ana Marija je magistrica socialnega dela in dela v Slovenskem društvu Hospic. Gospod Tkalec, vi vstopate v družinski sistem, v dinamiko odnosov in stisk, ki nastanejo ob neozdravljivi bolezni in izgubi. Pogosto odpirate tudi širša družbena vprašanja o dostojanstvu, podpori, o skrbi in tudi o tem, kako družba razume smrt. Zato vas prosim, imam zdaj nekaj vprašanj na to temo, kako vi kot socialna delavka gledate na predlagani zakon? Ali res ni drugega izhoda kot predčasna smrt? Slovenija je po samomorih v evropskem vrhu, ali ne prinaša zakon tudi bolj pozitivnega odnosa do samomora, ki ga sicer razumemo kot nekaj zelo bolečega, negativnega za posameznika in svojce. Kaj jim s tem sporočamo? Ja,
Dobro večer še v mojem imenu. Slovensko društvo Hospic letos praznuje 30 let in eden temeljnih programov je tudi detabuizacija smrti. V družbi se trudimo širiti naše poslanstvo, razbijati tabuje bolezni paliativa, hospicoskrba, bolezen, umiranje in žalovanje. In v bistvu oba vprašanja imam en odgovor, ker se povezujeta. Ja, se da kaj tudi drugega, predvsem najprej urediti paliativno in hospicoskrbo, da bi bila dostopna vsem, ne glede na to, kje živijo, a živijo v večjih mestih ali nekem ruralnem okolju na oddaljeni vasi. Potem kot socialna delavka veliko je socialnih transferjev, veliko je pomoči države, katere lahko dobimo. Tudi pomagam uporabnikom, tako umirajočim kot njihovim svojcem pri vlogah, ker mnogi ne vejo za njih oziroma se ne znajdejo v papirologiji. Je pa tukaj tako, veliko se pričakuje trenutno v dolgotrajne oskrbe, naprimer, ki pa je bilo že povedano, da zaradi pomanjkanja kadra vprašanje, kako bo kaj drugače, kot je danes, ker je velikokrat dobim kakšen klic, pa rečejo, ja, sem klical pomoč na domu, pa so mi povedali, da me pokličajo šele čez 3 mesece, pol leta, kar pa za naše uporabnike, ki so v pozni paliativni skrbi, definitivno preveč, kar bi rabili že danes, ne pa potem klic, ko bo se dragi že v bistvu poslovo. Tako da ja, dolgotrajna oskrba je dobra rešitev, ampak v praksi bomo videli, kaj bo, ko bo zares zaživela. Predvsem pa, da se uredi paliativna in hospicoskrba za vse pod enakimi pogoji. Hvala lepa. Ja, mi je pa zanimivo, kako se v zadnjem mesecu tako lahko pogovarjamo o smrti, ki je sicer velik tabu v naši družbi. V hospicu sem že skoraj 4 leta in sem prirejala, organizirala kar veliko število dogodkov, izobraževanj, izkustvenih delavnic, a udeležba ni tako velika, kot bi si želeli, ker odrivamo temo umiranja, bolezni, smrti iz naše družbe, ker danes smo družba storilno naravnana, vse mora biti lepo preko filtre, smrt pa nima prostora. In je zanimivo, kako se pa v zadnjem mesecu tako lahko vsi pogovarjajo o smrti, tako lahkotno o predčasnem končanju življenja. En program je pa tudi žalovanje otrok, mladostnikov in odraslih in veliko jih imamo tudi po izgubi bližnjih oseb zaradi samomora. In vidimo, koliko je tam oteženo žalovanje, ker je toliko nerazrešenih vprašanj, toliko krivde nosijo tako otroci kot mladostniki, kot odrasli. Da vprašanje tudi, kako bojo žalujoče osebe, ki bojo izgubile svojega dragega zaradi tega zakona. Smem še jaz nekaj? Jaz bi še nekaj se nadovezala na Ana-Mari. V bistvu imamo en program Last Aid in jaz sem inštruktor Last Aida, to pomeni, da skupaj z predstavnico iz Hospica hodimo in organiziramo ene take delavnice, kjer opolnomočamo svojce, družino, kako ravnati z takimi težko bolanimi pacienti. In kadarkoli poskušamo dobiti in prostor in ljudi, da jih skupaj zberemo, je to največji problem. Tu se bomo pogovarjali o smrti, ne bom prišel. Ampak
Lih to je najbolj pomembno, da se pogovarjamo ne o tem, kako je grozno umreti, ampak kaj bomo naredili do tistega časa, ko se bo to zgodilo. Ali boste vi vašega soseda vprašali, čujte, kašljete, poslušate, čez steno slišite, da vam sosed kreha, veste, da ima 85 let, pa ne greste vprašati, čujte, sosed, kako je, a vam kaj prinesem, a vam kaj naredim. Veste, to je ta odtujena družba, kar je velik problem in zelo, zelo težko je, veste, tudi karkoli narediti, če se sami ne potrudimo in sami ne potrkamo na sosedova vrata in rečemo, aha, sam živite. Dobro, kaj pa? A prinesem kaj iz trgovine, a pokličem zdravnika, a vam kakšno zdravilo prinesem? To nihče ne vpraša. V naši ambulanti se dogaja, da pride starejša gospa pa reče, aha, sin mi je v Nemčiji, hčera mi je na obali, ne slišim jih in ne vidim jih in je potem žalostna in depresivna in potem se njena bolečina še bolj, ker to je psihična bolečina, to ni fizična bolečina, ampak je psihična bolečina zaradi osamljenosti, zato ker se ne vključi v družbo in je nihče ne potegne. In se njena bolečina potem še podvoji ali potroji. Ker nismo sočutna družba, čeprav govorimo, da smo. Zdaj ste me spomnili, kaj sem prej hotela dokončati. Da marsikaj pričakujemo od države, ampak bi mogli danes začeti že med sabo v družbi, koliko se med sosedi sploh poznamo, kdaj smo nazadnje pri sosedu potrkali pa vprašali, kaj vemo, da so starejši, a rabijo kaj iz trgovine, a rabimo kaj iz lekarne, a ne? In če bomo mi danes začeli graditi to sočutno družbo, ki se bomo med seboj priskočili na pomoč, kar so si znali včasih, bomo lahko napredovali. Ne, da samo pričakujemo, ne, kaj lahko dobimo, ampak da mi naredimo en korak naprej med seboj. Pa tudi to, dobro ste prej na začetku opisali, kako telo zna tudi naravno umreti, vi predvsem poskrbite za telesne simptome, mi smo pa tudi tukaj za te čustvene simptome, a ne, koliko je teh bolečin fizičnih, koliko je pa čustvenih, katerih nagovarjamo tako z bolniki, kot z njihovimi svojci, da jih pripravimo na smrt, ne samo kaj jim sledi lahko v roku parih dni, a ne, kako se lahko pripravijo fizično, ampak tudi kako čustveno se posloviti, da ne izkoristijo zadnje momente, da živijo skupaj, da se poslovijo, še zadnjič rečejo, rad te imam, držijo za roke in koliko je lih v tem zadnjem obdobju lahko veliko življenja. Ravno zadnjič mi je ena povedala, kako je bilo zadnji dan oziroma zadnjih 24 ur polna hiša življenja. Zvečer se je gospod vidno začel proces umiranja, je poklicala gospa svoje 2 otroka, da sta prišla, so bili celo noč ob njim in se poslovili. Zjutraj pa so prišli še žene od otrok, njihovi otroci in so imeli skupinski zajtrk in so se lepo pogovarjali o svojem dedku oziroma očetu, obujali skupne spomine, se od njega poslovili in imeli skupni zajtrk. In to je tisto, kar nas lahko tudi na koncu združi, a ne? Ja, jaz bi mogoče povedala tudi eno znano zgodbo iz hospica, ki je že zelo, zelo znana. 10-letnemu otroku so povedali, da so v bistvu dali zadnjo transplantacijo kostnega mozga in da se ni prijel. In da mu je ostalo še 10 dni življenja. 10-letnemu otroku. In seveda, da je to en šok tudi za otroka in starše.
In ena predstavnica hospica, ko je sodelovala v oskrbi takega otroka, mu je dala nalogo, da za vsak dan, ki ga preživi, napiše, kaj bi v enem desetletju naredil. In je on napisal, tole desetletje sem se šolal, dokončal sem šolo, pa fakulteto, pa potem naslednje desetletje sem se poročil, pa vse takole naprej. 10. dan je v svojem dnevniku napisal, ljubi Bog, danes sem star 110 let, čas je, da se poslovim. In to je resnična zgodba. Skratka, vsak lahko živi lepo in kvalitetno, pa tudi, če je samo napisana zgodba o nekem zamišljenem življenju. In vsak si želi, jaz v bistvu nisem srečala tako zelo, zelo depresivne ljudi, ko ne bi še želeli živeti še mogoče še 10 minut, 10 sekund, da se lahko še poslovijo od koga. Zdaj, ko govorimo o zgodbah iz življenja, bi še teh okroglih pogovornih omizij je bilo že kar nekaj, tudi pred prvim referendumom, že 2 leti nazaj, in bi mogoče 3 primere izpostavila, ker so jih kolegi, ki delajo na onkološkem, povedala, o pacientki, ki je bila res v terminalni fazi, razsoj raka, kosti, možgani, in je cele dneve in noči ječala in pritiskala na zvonček, je imela strašne bolečine, ampak ona je imela vse, maksimalne odmerke, obližev, dajali so ji morfi, kapljice, vsakič, ko je poklicala, in potem se je sestra, ki je bila zadolžena, zglasila do zdravnice dežurne in je rekla, lejte, jaz več ne vem, ona skozi zvoni, ona mora imeti vsega zadost, zdravnica, pejte do nje. In je šla pozno zvečer do te gospe, se usedla k njej na poslo in je rekla, gospa, povejte, kaj toliko boli, kje boli? In gospa se najprej ni odprla, no to je pa povedala, je rekla, veste, jaz toliko trpim, ker moža nisem videla že 3 leta in zdaj bom je šla in se nisem od njega poslovila. In meni je toliko hudo in jaz toliko trpim in trpela je njena duša. In je ta zdravnica rekla, a pokličem jutri moža? In je poklicala in je prišel dopoldne na pogovor, bil pri njej 3 ure, vsem sta se pogovorila, povsem sta se spravila, gospod je odšel in tisto popoldne in naslednjo noč gospa ni nobenkrat pozvonila, ni rabila nobene dodatne terapije in se je potem naslednje jutro poslovila in umrla. Pomirjena s seboj in svojo družino. Podoben primer tudi iz življenja na onkološkem, o katerem govorila psihologinja na Onkološkem inštitutu. Bil je mož, ki je imel raka na trebušni slinavki, razsejanga. On je bil strasten kadilec, bil je tak uživač, ženske, posli, v glavnem ni da ni, avto, materialne dobrine in je samo v tem svetu, in to je bilo njemu vrednota življenja. In potem je tam hodil na terapije, na kemoterapije in je bil takšen razvrvran, pa je sobna zdravnica rekla, poslušaj, gospod, bi pa rabo mogoče tvojo psihološko pomoč. In nekako je prvič jo odklonil, kaj boste vi meni, v bistvu, ker je ni nagnal, ampak ker je vsak dan šel na kemoterapijo mimo njene ambulante, po enkrat po 3 dneh potrkal in to se je dogajalo potem naprej in naprej in gospod se je odprl in je začel govoriti o svojem življenju. In je vse povedal, ker ga je pravzaprav mučilo, imel je izvenzakonsko skupnost, 2 otroka, ženo, jih je nagnal, on je na veliki nogi živel in to ga je začelo boleti. Življenje se je bližalo koncu in on se ni spravil sam sabo. In potem po teh pogovorih je počas pa začel razmišljati, ona ga je vodila skozi pogovor, da je on pravzaprav to predelal in prišel do pravilnih odločitev. In rekel, veš, sej pa res, mati imela tele otroke, sem pustil, jaz imam pa tako pomnoženje, kdo ga zdaj imel, kar nekdo ga bo dedval, jaz bom pa zdaj otrokom tole prepisal, a je to dober, in potem se je to razvijalo in je to naredil, je prišel notar, je on to naredil. In potem je še življenje trajalo in je on še hodil na psihoterapijo, je rekel, ampak
s tole svojo mamo mojih otrok sem pa res grdo naredil. Res sem grdo naredil in mi je hudo, pa ne vem, kaj lahko naredim. Je rekel, lahko bi se pa z njo poročil, a je to možno? In se je na Onkološkem inštitutu nekaj dni pred njo umrl tudi poročil s to partnerko, ki mu je rodila 2 otroka in v bistvu se je on s tem spravil. In če bi imeli danes, takrat, ko je on bil možnost, da on reče, jaz pa tega nočem več, jaz želim pomoč pri samomoru, bi bila oropana njegova družina, ne bi bilo sprave v tej družini in tudi on ne bi šel tako spokojno z tega sveta. In še mogoče, da se vrnemo nazaj k zakonu, kakšne pasti in prisilo lahko to privede v družbo. Pa še zadnji primer, ki ga je povedal kolega prejšnji teden na enem omizju, on je bil družinski zdravnik, kot je mlad zdravnik. Veliko je obiskoval, včasih so imeli zdravniki več časa za obiske na domu, družinski, niso bili toliko obremenjeni kot danes, ampak on je redno obiskoval svoje paciente, ki so bili nepokretni. In je bila gospa priklenjena na posteljo po možganski kapi, ampak bistra, in je on jih ne hodil, pa se pogovarjal, ji predpisoval terapijo in potem seveda je prišla še druga bolezen zraven in gospa je počasi pač tako ne mogla, da je bilo vedeti, da verjetno pa ne bo več dolgo zdržala na tem svetu. In en dan pride k njej pa reče, doktor, dejte mi nekaj, da bom kar umrla. Je rekel, kaj pa zdaj, kaj vas boli, se začne o njo pogovarjati, pa pove zgodbo. Je rekla, veste, včeraj popoldne je bila družina v sosednjem prostoru, pa so se pri kosilu pogovarjali, pa so se pogovarjali o morju. Pa imajo 3 otroke in so te otroci prosili, da bi šli poleti na morje. In so načrte delali in te otroci so se veselili, potem pa mamica reče, vi boste že šli, ampak jaz pa ne bom šla, zato ker bom skrbela za mamo, jaz pa ne morem iti. In potem je ona razmišljala tisto popoldne in je rekla, doktor, veste, jaz pa nočem svoje vnuke prikrajšati za tale lep dopust poleti, jaz bi pa kar umrla. In ko stopimo na pot, ko se starejši čuti nezaželjenega, odvečnega, če ta zakon pride v veljavo, verjemite, da ne bo to en in par primerov tistih, ki zdaj ta zakon želijo sprejeti iz osebnih nagibov, moje mnenje, da bo takih primerov čez dalje več. Starejši se bojo čutili odvečne, v breme in bo zlahka, počasi prišla praksa, ja, vse una je pa tudi vzela, bom pa še jaz, sem odveč, nisem noben več koristen, sem odveč. In ko stopimo na to pot, potem stopamo na pot, ki jo že hodijo Benelux države, kjer vidijo najvišjo stopnjo evtanazij po procentih ravno pred dopusti, v poletnih mesecih. Potem v Kanadi je pa zelo grozljivo, kjer recimo socialne stiske brezdomcev so tudi lahko razlog, da odobrijo evtanazijo. Se pravi, kam stopamo na pot, ko si kot socialno šibek, telesno bolan, pač obnemogel človek naenkrat družbi breme in se zlahka potem odločiš za to pot. Tako da v Kanadi je bilo usmrčenih na ta način zdaj z evtanazijo že, mislim, okrog 60,000 ljudi, prednjači pa Nizozemska, ki je imela skoraj 100,000 ljudi in vsako leto procent evtanazij raste. Tako da v Kanadi je že blizu 7% vseh smrti z evtanazijo. Mislim, razlika med asistenco pri samomoru pa do tistega do evtanazije, to je zelo malo. To je samo slepomišenje in obračanje besed, ker če nekdo zelo bogi pa ne more pritisniti na gumb, da mu bo stekla tista smrtonosna infuzija, je to evtanazija. Tako olepševati, kot v tem zakonu olepšuje, na koncu je to ni samo asistenca in vsi, ki bi bili tukaj prisotni, si umažemo svoje ime. In jaz verjamem, in če bo ta zakon uveljavljen, da ne bomo tako močni kot družba, da bomo glasovali proti takšnemu zakonu, če se slučajno uveljavi, jaz sem prepričana, v Sloveniji je 11,000 zdravnikov, aktivnih je približno 9,000, malo manj. Jaz si mislim, da jih bo na prste ene roke tistih, tudi taki so, ki zdaj ta zakon podpira, da bo mogoče za eno roko ljudi,
zdravnikov, ki bojo to delali, in verjamem, da bo podobno tudi pri diplomiranih sestrah, ki so enako upletene, da morajo asistirati, nastaviti smrtonosni kanal, in pol je v tem zakonu kar odprto, kar tako, a ne, kaj pa, če ne bo mogel? Kaj, če ne bo mogel pogoltati? Kaj, če nima več moti, da pritisne na tisti gumb, ne? Sploh ni dorečena, katera sredstva se bodo dajala. Jaz ne da plašimo, ampak so primeri, ko so po teh zdravilih umirali po 3 dni in so imeli muke, ker vsakomu enako odmerek zdravila enako naprime. To bo kolegica, ki se z anestezijo ukvarjala, povedala, da je to včasih nepredvidljivo. In lahko je umiranje bolj mučno, kot pa tisto življenje, ki si ga imel, pa bi ga lahko še živel ob podpori paliative in hospic oskrbe. Tako da to pa ne povedo. Hvala. Če še lahko je samo nekaj, ko smo se glih zdajle na to umiranje, ključni so tukaj tudi svojci in vi ste zdaj to tako zelo lepo prikazala, kaj če učinkovina ne prime oziroma lahko tukaj nastanejo muke. In če lahko jaz čisti svoje poklicne poti, ko se zgodi smrt doma in če je to taka v spokojnosti, so svojci neizmerno hvaležni, to se pravi tisti občutek, da so naredili vse. In jaz jim vedno rečem, jaz jih vedno podprem, naredili ste življenjski izpit, večjega življenjskega izpita ne morete narediti. In verjemite, svojci potem žalujoči, žalovanje je zopet ima neko pot, je nek proces in vedno iščejo in verjemite, da tudi tukaj bodo zelo, zelo veliko iskali. Kaj bomo pa potem? Tudi na njih, na te žalujoče moramo pomisliti in zakon obljublja eno oziroma piše eno, dela pa, Mogoče sem se zdajle jaz še eno stvar spomnila. Pred 100 leti je v Ameriki bila v bistvu odobrena usmrtitev na električnem stolu. Mogoče boste se spomnili ali prebrali, kako je takrat bilo. Iznajditelji tega, seveda tudi Nikola Tesla je bil proti temu, da bi se sploh karkoli takega uporabljalo. Izbrali so pa enega pacienta oziroma enega človeka, kateri je bil pač ubil nekoga in so ga obsodili na smrt z elektriko, električnim stolom. Niso vedeli, katero jakost elektrike naj bi spustili in on je umiral 3 ure. Ali je to bilo humano? Ali je to bilo humano? Kaj bomo pa zdajle naredili? Bomo še kaj drugega, da si izmislili? Komu je to na čast? Toliko. Pomoč pri samomoru. Ali ne bomo prestopili meje, če vemo, da naša ustava pravi, da je življenje nedotakljivo in je po kazenskem zakoniku danes pomoč pri samomoru kaznivo dejanje. Nekateri pravijo, da odpiramo Pandorino skrinjico in da poti nazaj ne bo več. Kaj menite vi o tem? To je kar vprašanje za vse vas. Jaz bom odgovorila takole, to je napeljevanje na umor. A je? Se strinjate takole? In da nadaljujemo, mene to zelo spominja na čas fašizma, evgenike, ko so tudi takratni režim Hitlerja je uzakonil, da je evgenika utemeljena pri prizadetih otrocih, mongoloidnih otrocih in drugih invalidnih osebah, da se je uzakonilo, da zdravniki smejo in delajo najhujše poskuse na ljudeh, spomnite se teh groznih stvari, to je bilo uzakonjeno in zdravniki so se nekako na to navadili. Se pravi, ko to prestopiš, obstajajo tudi osebe, ki se na to navadijo in je to nekaj normalnega. In mi si take normalnosti ne želimo, da asistenca pri umoru in evtanazija omadežuje zdravniški poklic. Mi, zdravniki, mislim, da smo v Sloveniji 99% in še kaj proti temu.
ker naš poklic je poklic sočutja, pomoči, človečnosti in humanosti. In pomoč pri samomoru je lažni humanizem in to naša Hipokratova zaprisega dobro naslavlja. In še to, ko so bili potem nürnberški procesi, so te zdravniki ravno tako viseli na vislicah, ko je prišla nova vlada, novi zakoni, novi, se pravi, da to, kar nam zdaj ena vlada, nekateri ljudje, ki imajo pač trenutno moč, da so to lahko pripeljali v parlament, da imamo tam 53 poslancev, ki so to brez kakorkoli, brez razprave dali glas temu zakonu, a ne, mi zdravniki ne bomo tukaj sodelovali, mislim, da bomo masovno dali ugovor vlasti, verjetno enako vi diplomirane sestre in zakon sploh ne bi smel biti v slovenskem prostoru sprejet, ker krši 17. člen slovenske ustave. Se pridružujem vašemu razmišljanju in besedam. Ja, že danes v družbi so zamajane vrednote, s tem zakonom se bojo pa še družbene vrednote še bolj zamajale. Bi pa povedala še eno svojo izkušnjo oziroma izkušnjo prostovoljke, ki je spomladi umrla mami in je bila mami v hospic in paliativni oskrbi, je bilo zanjo poskrbljeno tako, kot bi mogli biti za vsakega in je rekla ta prostovoljka, da je bil čudež slovesati, čudež smrti, tako kot pri rojstvu njenega otroka in da je življenje en sam velik čudež in da pustimo naravi svojo pot. Hvala lepa. Ima še kdo od vas kakšno vprašanje morda za naše gostje? Ne? Čustva so čisto druga, smrt je praktično postane lepa. Smrt pride, ko se imamo zveje, tako ko prije rojstvo, prije smrt tudi. Hudo je pa verjetno za tiste, ki recimo pošljajo svojega najbližjega v bolnico domov. Pa niti pogledati ga ni prije, takoli. Mislim, da prije potem travme ali pa takoli za tem. Hvala. Mislim pa, bi res mogel Se absolutno strinjamo. Če lahko na to se navežem, pa če bo mogoče, bom izvala repliko, ker je oseba, ki bo o tem več vedela med nami. Ja, znano je, da je tega znanja o paliativni oskrbi v srednješolskem, dodiplomskem in podiplomskem izobraževalnem sistemu premalo. V Sloveniji imamo podiplomski študij druge stopnje paliativne oskrbe tukaj le v Celju. Prav tako imamo na Zbornici zveze
specialna znanja iz paliativne oskrbe. Poleg tega imamo preko Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo prav tako izobraževanje korak za korakom. So izobraževanja, žal verjetno premalo vpeta v sam sistem in zopet smo na predlogih, to se pravi sistemske rešitve, ki bi bile možne, ki so samo človeške, to se pravi, potrebno je te stvari vpeljati v izobraževalne sisteme. In popolnoma se strinjam z vami, da o tem se moramo izobraževati neformalno in formalno. Mislim, da imate vi na visoki tudi zdravstveni pri izobraževanju, da tudi imate predmet paliativna oskrba. Medicina zdaj uvaja predmet paliativna oskrba v 5. letniku študija in 2-letno podiplomsko izobraževanje iz paliativne oskrbe in kaže, da kot stroka, da smo zadnjih 20-30 let zaspali. Samo zakon o dolgotrajni oskrbi se je svaljkal 20 let in ga nismo bili sposobni sprejeti, pa so ga imele širom Evrope, so vsi imeli to, narejeno. In potem, razumete, mi skozi malo zamujamo in kot družba nismo zgubljali smo, mi nismo nikoli dohitevali in vedno smo samozadostni. Mislim, ko poslušam nekoga, ko se hvali, kaj je v Sloveniji dobro. Seveda imamo dobre stvari, nizko umrljivost ob porodu dojenčkov, dobro maternalno skrb, ampak ne povemo pa tistega, kjer smo pa čist na repu. Tako da mi moramo vedno iskati, da bi bili uravnotežena družba pa drobno primerljivi in zato mislim, da bomo mogli še veliko narediti in kot ste vi rekel, pomembna je vzgoja, pa že od doma, od vrtca, v šoli, mi ne poznamo skoraj več nekega volonterstva. Tak predmet bi bilo treba vpeljati v srednjo šolo, da se gradi sočutje, pa ne samo tam, kjer je krščanska srednja šola. Tak predmet bi bilo treba vpeljati, lahko bi to bilo, ne vem, da je to postane neka praksa, ker postajamo taka sterilna, materialistična, čez dalje manj sočutna družba in to moramo obrniti v pravo smer, da razvijamo to, da vzgajamo otroke v tem duhu, da družba odgovorno gradi tudi to, kar je treba, šolstvo, zdravstvo. Tukaj smo zamudili veliko let, je treba pač priznati. In na nas, tisti, ki bo imeli priložnost, da to se vse izboljša, od šolstva do zdravstva, da to gradimo na boljše. Koliko je povedala kolegica, koliko truda pa odkdaj že recimo celjska bolnica, skozi paliativa, ampak tega nismo imenovali z imenom, pa nismo pristopili na sistemski način, pa nismo poskrbeli za pravilno ovrednotenje, pa nismo poskrbeli za kadre. Ko razvijaš družbo, moraš imeti neko širino in občutek, da uravnoteženo razvijaš družbo in to smo žal mi na področju in zdravstva in šolstva malo zanemarili, moje osebno mnenje. To mi je vse jasno, mi pa ni razumljivo, je veliko ljudi, ko o tem noče govoriti, pa imajo iste probleme doma. Ne samo to, kako bi to bolj osvetili, druge, da bi o tem govorili, da bi se tem pogovarjali, ker tega je skoraj v vsaki drugi hiši, ne pa noče priti ven s tem. Saj veste, me patronažne sestre imamo nek fenomen, me se vozimo z avtom in velikokrat, ko nas kličejo svojci ali pa v veliki meri smo odvisni od delovnega naloga, ker smo odvisni od zdravnika, ker nam na delovni nalog nas pooblasti za storitve oziroma intervencije, ki jih moramo izpeljati, izvesti. In naprimer je lahko delovni nalog paliativna oskrba z še ostalimi storitvami zraven in potem včasih svojci kličejo, pa rečejo, veste, pa avto tam dol puste, pri Mercatorju, pridite peš gor, veste, tudi to srečujemo. Žal. In zato, kot sem rekla, komunikacija, pogovor. Smrt je del nas
Smrt, od takrat, ko smo se rodili, od takrat smo že ob rojstvu smo podpisali tudi smrt in tega se moramo zavedati. In če bomo imeli zdrav odnos do smrti, ne, jo ne bomo prikrivali, jo ne bomo zanemarjali, če bomo vedeli, da je del nas, bomo tudi tukaj odprti. Ne? In bomo, tako kot je rekla dr. Papoga, bomo šli pogledati na soseda, kaj se z njim dogaja. A je treba, kako se žalujoči spopada z žalovanjem, a mu je treba ga poslušati, biti ob njemu, mu kaj prinesiti, ga vprašati, kako je, ali mogoče svojce obolelega, kako vam gre, a lahko za kako uro skočim in tukaj je tisto naše poslanstvo in na teh moramo graditi pa pisati kadrovske normative, izobraževati ljudi in pa delati neko zdravo družbo. Jaz bi pa še povabila na Last Aid izobraževanja. Takrat, ko zasledite, pridite, odzovite se. Tu ne govorimo samo o smrti, govorimo o tem, na kakšen način bomo pač oskrbovali naše svojce in prijatelje. In to je en tečaj, ki je v Nemčiji vpeljan že 20 let. Pri nas pa se ljudi ne vem, če se na enem takem srečanju zbere 10 ljudi, pa potem drugemu govorimo svoje zgodbe, izkušnje, tako kot ste, gospod, povedal, ali koliko je povedala svoje osebne izkušnje. In to lahko razumejo samo tisti, ki so doma imeli nekoga takega. Ampak to je treba širiti tudi na druge ljudi, tiste, ki so zaprti, ker mi smo zelo, zelo zaprta družba in v bistvu odtujeni. Večina naših starih po Celju je živel v velikih bajtah pa ena edina oseba. Živijo v eni mali kamrici, zato ker nimajo denarja za zakuriti, pogret, nimajo denarja za neko kvalitetno prehrano in so osamljeni, ker jih ne obiskujejo ne lastni otroci, ne vnuki, še po telefonu jih ne pokličajo. In dokler bomo takle odtujeni in ne bomo poznali svoje sosede, potem nismo sočutna družba in potem ne vemo, kaj bomo naredili. In normalno je, da je velika večina potem depresivnih, ampak tudi za depresijo je zdravilo. Tako da za vsak problem obstaja neka rešitev. Zdravniki pa nismo edini, ki moramo to delati. Ampak cela družba se mora drugače malenkostno obrniti, pa razumeti, da to ni domena samo enega zdravnika, ki nekaj mora poskrbeti pa napisati tabletke, ampak je to domena celotne družbe. In dokler mi to družbo vzdržujemo na ta način, da mene ne zanima, jaz bom za svojo rit poskrbel, pa bomo še naprej taki. Ampak tiste družine, katere so med sabo dobro povezane, držijo skupaj in tisti svojci ne želijo iti niti v dom, ne želijo iti v neko drugo, pa tudi ne pomislijo na to, da bi delali samomor. Zato, ker imajo svoje svojce v bližini, tiste, ker mi smo v bistvu živimo na čustvih. In če imamo nekoga, ki nas bo prijel takole za roko, pa rekel, ja, rad te imam, hvala ti za pomoč, hvala ti za, ne vem, da si tu. To je za tistega umirajočega najbolj pomembno. Za tistega, ko najbolj trpi, je to najbolj pomembno. Tisti, ki so normalni, pa hodijo, pa samo grajajo, da bi želeli umreti, tisti ne potrebujejo take pomoči. Tisti enostavno so glasni. Ampak imamo veliko več tihih ljudi, ki v svoji tišini, v svoji zaprti kamrici
trpijo. In to trpljenje je treba razrešiti. Zato vas naslavljam, dajte se oglasiti tudi na takele tečaje Last Aid, kateri vam bojo mogoče v družbi drugih ljudi, ko so doživeli nekaj podobnega, odprlo oči in vidike, kaj lahko še za svoje svojce lahko naredite. Ker to lahko. Tamle po drugi svetovni vojni so bile, ne vem, delavske akcije. Ljudje so se med sabo poznali in so veliko več pomagali drug drugemu. Danes ne, oni so dolžni, da nam dajo, oni nam morajo dati denar, oni morajo plačati. A veste, to so pa popolnoma drugi časi in seveda, časi se razvijajo, drugačni so. Ne? Ampak obstajajo, poglejte, koliko je vojni na svetu. A je to prav? Ne? Ok, pobijajo se. Bomo našim rekli, pojdite prosim v Palestino, naj vas tamle ena bomba raztrešči. Ne? A je to prav? Vem. Ima morda še kdo kakšno vprašanje? Jaz sem še mislil nekaj reči, nas je 12 otrok in ata 2 leti pred smrtjo je imel raka. In doma smo se preprosili odsedili, sestre povedali, 200 medicinile, so penziji. Je rekla, ata ima pa raka. In sem se zjokal, logično, ne. Pol je pa 2 leti trpel, tu 14 dni po bolnici Celju in ne da bi se navladal, da so se drugi poklicali. Vsi smo se prišli posloviti in vsi smo na roko dali in poljubili na lice, ko ga nikoli nismo. In dobiš pa isto olajšanje. Seveda. Sprejmeš to, ne? Tako da je šel spat. Čisto tam povedal. Tako je. To je pa tudi njemu verjetno največ pomenilo, da ste bili vsi ob njemu in da ste se mu lepo poslovili, zahvalili za tisto, kaj je za vas naredil. Sicer je bil že nezavestni bolj pa ne, ampak... Poglejte, nikoli ne vemo, kaj slišijo, kaj čutijo, kaj doživljajo tudi ti, ko so komatozni. Prosim še za gospod Brigito Tratnik za par besed ob zaključku. Počasi prihajamo do konca današnjega pogovornega večera proti pomoči pri samomoru. Prosila bi, da se mi pridruži naš predsednik Leon Podlinšek, da skupaj opravimo prijetno delo. Iskrena hvala našim današnjim gostjem. Dr. Alenki Forte, magistri Vesni Pakoga, gospe Iršič Marjani, gospe Ana Mariji Kalec in moderatorki magistri Bojani Koret. Dovolite mi samo še nekaj misli. Ko bomo šli na referendum, ne bomo glasovali o tem, ali je trpljenje resnično, ker vemo, da je. In ne bomo glasovali o tem, ali ljudje ob koncu življenja potrebujejo oporo, ker vemo, da jo potrebujejo. Glasovali bomo o tem, kako kot družba stojimo drug ob drugem, ko je to najtežje. Ali najprej razvijemo paliativno skrbo, okrepimo podporne službe, omogočimo človeško bližino, poskrbimo, da nihče ne ostane sam in šele na to razmišljamo o tako težkih vprašanjih in zakonih.
Ali pa ta korak kar preskočimo? Stališče Slovenske demokratske stranke je jasno in odgovorno. Na referendumu obkrožimo proti. Ne zato, da bi komorkoli karkoli odvzeli, ampak zato, da najprej poskrbimo bolje za vse nas, za našo človečnost, humanost, za našo bližino, za našo odgovornost do tistih, ki trpijo. Dragi gostje, dragi vsi prisotni, najprej se vam iskreno zahvaljujem za današnji večer, za strokovnost, jasnost, iskrenost in predvsem za človeškost, s katero ste vsaka svojega področja odprle pomembne teme. Govorili ste o bolečini, o strahu, o nemoči, pa tudi o upanju, o spremljanju, o solidarnosti in sočutju. To ni lahek pogovor, a je nujen. Včasih se zdi, da govorimo o zakonih, pravilnikih, organizaciji in sistemih, a v resnici govorimo o ljudeh, o vsakem posamezniku, ki si v zadnjih trenutkih želi le tega, da ni sam, da ga ne boli in da ga nekdo vidi kot človeka. Manca Košir je nekoč zapisala: zahteva po pomoči pri samomoru je pokazatelj, v kakšni družbi živimo. Družba bi morala vsekakor storiti veliko več za dosegljivost paliativne oskrbe, ki v Sloveniji v večini ni dosegljiva. Zato pa je ljudi upravičeno strah bolečin in trpljenja. A tiste, ki imamo tople odnose, ki čutimo bližino ljubečih ljudi in Boga, je zagotovo manj strah. Zaključujem pa še z eno mislijo Mance Košir, ki je velik del svojega življenja posvetila spremljanju umirajočih, žalovanju in nežnosti. Ko ni več mogoče dodati dni življenju, lahko dodamo življenje dnevom z ljubeznijo in bližino. Hvala še enkrat vsem našim gostjam, hvala občinstvu za poslušanje in prisotnost, za vsa vprašanja in hvala za vse, kar vsak izmed vas vsak dan naredi za dostojanstvo človeka. Želim vam miren večer.